V sredo. Dober večer, spoštovani in spoštovane, in lep pozdrav iz Lemberga pri Šmarju s proge Tigaland. Gre namreč za progo, za motokros našega motokrosista, našega motokrosističnega asa Tima Gajserja. Tema torej nocojšnje oddaje v sredo je seveda povezana z motokrosom, in sicer gre za pokal narodov, ki se bliža. V oktobru bomo spremljali najboljše motokrosiste sveta in tudi najboljšo slovensko trojico, ki nas bo zastopala torej v Erneu v Franciji. Najbolje, da predstavimo kar naše goste, petkratni svetovni prvak Tim Gajser, živijo. Dober večer. Še predstavnik prav tako svetovnega prvenstva, ki se bo v prihodnji sezoni preselil iz MX2 razreda v MXGP, Jan Pancer, zdravo. Pozdravljeni vsi. In pa še morda tekmovalec, ki ga naši poslušalci malo manj poznajo, gre pa za aktualnega državnega prvaka v odprtem razredu, to pa je Miha Bubnič. Miha Bubnič, pozdravljen, živijo. Pozdravljeni, dober večer. Namen je seveda jasen, opravili ste trening na tej progi, pokal narodov. Veliko smo govorili o tem, zakaj je tak prestiž, zakaj ga tako čislajo tudi navdušenci, zakaj je več navijačev na teh dirkah kot na dirkah svetovnega prvenstva. Pa jaz mislim, da ni več navijačev, to je res olimpijada, to je tekma na koncu sezone, ko so prvaki že oddani in res mislim, da lahko vsi grejo na to tekmo sproščeno. Res je, da ogromno navijačev pride, ogromno atmosfera je res taka, bom rekel, bolj sproščena, kot na svetovnem prvenstvu. Ampak res tu se združimo vsi najboljši iz vseh celin, iz vseh prvenstev, to je res ena tekma v sezoni in trije najboljši iz vsake države zastopajo svoje barve, svoje države in probajo narediti najboljši rezultat, kaj se da. Ja, videla ste oba to že okusila, Jan, tudi vi ne nazadnje, že lani, predlani, ker lani Slovenija ni tekmovala v Ameriki. Kaj je tako posebnega na tem pokalu narodov? Čuti se nek prestiž ali kako ne drugače rečemo? Mislim, da je v bistvu tudi ena stvar, da ponavadi zmeri imajo navijači svojega favorita. Tukaj pa so po trije skupaj in recimo vsi Francozi bojo navijali za Francijo in podobno. In enostavno so tudi navijači bolj povezani skupaj in potem zmeraj tudi, ker so trije vozniki, ker je ekipna tekma, je dosta teže predvidevati, kdo bo zmagal na koncu in je tudi ta faktor, da je bolj nepredvidljiva tekma in mislim, da to vse skupaj prinese, da je to taka prestižna tekma in tudi to, kar je Tim omenil, da je zadnja tekma v sezoni, vse je bolj sproščeno in mislim, da vse skupaj pol prinese do tega. Miha, vi ste novinec v reprezentanci, kako pa vi gledate na vse skupaj? Naenkrat je padlo vabilo z neba, res da žal po poškodbi Jake Peklaja, da vas je selektor Sašo Kragelj povabil v reprezentanco, morda za začetek vaše prve misli, ko ste prejeli klic. Tako sem bil kar presenečen, v nedeljo zvečer po dirki v Orehovi vasi, ko me je klical Sašo. Kaj ne rečem, presenečen sem bil, vesel sem, da se lahko udeležim take tekme in komaj čakam. Ste spremljali pokal narodov, bodi si po televiziji, prek medijev v preteklosti, ko so zastopali? Tako, seveda, sem spremljal, ja. Odlično. Tim, vrnil bi se k vam, sezono ste končali svetovnega prvenstva zmago. Ta je bila sicer krajša od pričakovanj zaradi poškodbe, ki se je pripetila, ampak pustimo to za seboj. Delujete zelo lačni teh zmag, dokazovanja, kako razbesneli se boste na progi v Erneu v Franciji. Za še en dokaz več, da ste res ujeli tiste tekmovalne občutke, pravi ritem, zmagovalni ritem. Ja, za mene se, kako bi to rekel, sezona prav začela. Jaz bi rad, da bi se zdaj tekme začele, da bi se nadaljevale, saj sem prišel res v dobro formo, ampak tak je, to je šport, mogel sem spustiti več kot polovico sezone in sedaj res zadnjih par tekem sem ujel tisti pravi ritem, začel uživati nazaj na motorju, kar je najbolj pomembno in vožnja stoji tiste prave, brzina je prava in sigurno se veselim tega pokala naroda, proga je zelo dobra, nam vsem ustreza, tako da jaz mislim, da smo dobra ekipa in da smo sposobni narediti dober rezultat, ampak ne smemo si preveč pritiska delati. Jaz mislim, da najbolj pomembno je iti na tekmo, uživati, mi dva z Janom, da odpeljamo tako z nama, Miha, da da vse od sebe in pol bomo videli na koncu. Vaša poškodba je za vami, Jan, ko smo se videli v Maggiori, ste potarnali malo nad težavami s stegensko mišico, nas mora kaj skrbeti?
Mislim, skoraj je že poškodba sanirana, včasih je še prisotna malo bolečine, ampak nič hujšega, tako da nekaj majhnih poškodb je bilo čez sezono, ampak trenutno sem zdrav, tako da sem pripravljen na tekmo. Miha, če še vas pobaram po zdravstvenem kartonu, je vse v najlepšem redu z vami? Tako, vse tipi topi. V letošnji sezoni nisem nobenih poškodb utrpel. Hujših. To je lepo slišati, ne tako ostane do odhoda v Francijo. Skupaj ste trenirali, timova proga deluje zelo zahtevna, takšna, da se jo moraš res lotiti na polno, nič kaj na pol polovičarsko. Kako ste jo doživeli, ne nazadnje ste jo gradila, če se ne motim, bo tudi tim potrdil, prikimal dizajnerja, arhitekta iz svetovnega prvenstva, tim bo držalo. Tako, ja. Tako, višja raven, kako zahtevna je bila, Miha? Ja, sigurno nekaj krogov, oziroma še zdaj, če bi šel, bi se malo lovil, no, ampak zjutraj je bilo bolj kot ne taka blatna proga, res pa frizirana in so se začeli delati kanali, ampak s časoma, ko sem spoznal progo in nekako začel usvajati te skoke in neko brzino pridobil, sem začel res uživati, no, tako da mislim, da naslednjič, ko bi se začel po progi voziti, bi sigurno bilo dosti boljše. Kar nekaj informacij ste izmenjali med seboj na enem delu proge. Predvidevam, da je tim svetoval, kako se lotiti proge, lahko še delite za naše poslušalce. Zmeraj je super, da kakšno besedo skupaj rečemo. V bistvu je bolj govora o tem, kakšna špura je tam, kakšen skok je tam, kaj tazga, v bistvu nič posebnega, ampak na koncu vseeno lahko iz tega nekaj ven potegneš, katero špura recimo tim pelju, katero sem jaz. Zmeraj prav pride kakšen nasvet. Ste vi prejeli kakšen dober nasvet strani 5-kratnega svetovnega prvaka? Absolutno, sigurno smo se pogovarjali in mi je bilo všeč, da me malo spomnil oziroma upozoril na to, da sem čim dlje časa, se pravi v stoječem položaju, zaradi kanalov vseh, pa zaradi tega, da lahko lažje obvladam motor. Tim, kako ste vi vse skupaj doživeli to dogajanje na progi, ker ste leteli en za drugim v 3 vožnjah, če tako se izrazim? Pa jaz mislim, da je bil super trening danes, proga se kar lepo vničila, špure so se naredile globoke, kar podobno, kaj lahko pričakujemo vrne. Tako da naredili smo 2x2 vožnji po 35 minut, tako normalno, tako je na tekmi in bilo je super, vedno je fajn voziti z večjimi voznikami, z Janom smo to v preteklih letah pogosto počela, letos mogoče malo manj, ampak je vedno fajn voziti z Janom skupaj, saj ima brzino in sigurno tudi jaz se lahko nekaj naučim od njega. Fajn je imeti te borbe, da vidiš, da imaš nekoga, ki je približno enako hiter tebi in tudi Miha mislim, da je danes lahko veliko odnesel, saj je videl špure, ne vem, proga bo res zelo, zelo podobna na svetovnem prvenstvu, na tem Pokal narodov in mislim, da smo vsi lahko nekaj odnesli danes od treninga. Lepo vas je pohvalil. Ja, hvala. Omenjate vsi progo v Arneju, vidva jo poznata, res da kulisa jo naši poslušalci ne vidijo, vzponi, strmi spusti, skoki, dvojni, trojni, koliko kje je najbolj podobna timova proga v primerjavi s to v Arneju? Jaz bi rekel, da hitrost je mogoče najbolj podobna, tudi klanci doline, mogoče so tam še malo večji, ampak te v bistvu špure in v bistvu špure plus skoki, ampak mislim, da bi rekel, da največ je podobnosti v špurah, ker to je v bistvu najtežji del na progi in recimo v Franciji je v bistvu tudi specifično, da zmeraj globoko sfrezajo proge in zjutraj zelo nalijejo progo in se zmeraj naredijo globoki kanali in če v bistvu treniraš v takih pogojih, ti je tudi veliko bolj domač ta teren in je dosti lažje voziti na takem in zato je tudi zame in za Mihata in za tima dober trening. Tim, proga, Erne, tukaj, vaša? Pa jaz mislim, da je kar nekaj podobnosti, ampak vsaka proga je specifična, vsaka proga ima neke svoje elemente, ampak tako je rekel Jan, hribi, doline, zelo strma proga tudi v Arneju, tudi en trojček zelo veliki, sami valovi so tudi na progi, step downi, tako da proga je podobna, no.
pa tudi sfrezajo globoko, tako da se res naredijo špure zelo globoke, dodajo tisto žagovino, da obdrži tisto vlago, da se ne presuši. Tako da, ja. Pa vi, Miha, s tako progo ste se že kdaj spoprijeli v Arneju? Vem, da niste bili, tudi sam nisem bil. Kako vi to doživljate, morda kakšen strah, pozitivna trema, ne vem niti, kako ne vas pravzaprav vprašam, ali je bila tu izkušnja neka pomembna, da veste, kaj lahko pravzaprav pričakovati v Franciji? Izkušnja je bila sigurno pozitivna in se priporočam za še več takih treningov, mogoče na tvoji progi, Tim, hvala za današnjo to priložnost. Nekaj dirk oziroma nekaj takih prog sem že odpeljal v preteklosti, tako da kakšno mladinsko svetovno prvenstvo pa evropski pokal, no, ampak ne morem pa povedati, da sem zdaj prav vajen takih prog. No. Tukaj se zdaj pogovarjamo, delujete vsi trije zelo sproščeni, ni nikakršnega pritiska, vsaj mediji vedno izpostavljamo 9. mesto iz leta 1998, ki še ni bilo doseženo ali izboljšano, popravljeno, kakorkoli obrnemo. Tu pa ste vsi nasmejani. Jaz mislim, da res moramo iti tako tudi na tekmo, sproščeno. Sigurno si želimo narediti dober rezultat, zavedamo se, da smo dobri, da smo vsi v dobri formi in če bo vse normalno, če ne bo nekih problemov, ne bo napak, da bo tudi mogoče kanček sreče na naši strani, se zavedamo, da lahko naredimo res dober rezultat, ampak je pa to ena tekma, v kateri se lahko zgodi veliko stvari, to pomeni, tako sem rekel, veliko puzlov se mora sestaviti, da potem tudi na koncu skupni rezultat je dober. Ja, tako kot je rekel Tim, v bistvu mislim, da je nepotrebno, da si dajemo nek pritisk nase, enostavno, da pač, čeprav je ekipna tekma, da v bistvu vsak sam za sebe naredi čim boljš, seveda si pri tem pomagamo, da smo čim boljši skupaj, ampak na koncev, ko si enkrat štartaš, si sam na progi, tekmuješ z ostalimi, tako da če bo vsak naredil to, kar zna, mislim, da si lahko obetamo dober rezultat. Breme pritiska ga vi morda kaj čutite, glede na to, da ste prvič v reprezentanci, da boste morali nekako loviti ta tempo, ki ga imate sicer bolj izkušena tekmovalca v reprezentanci, kako gledate na vse skupaj? Sigurno nekaj treme je in se mi zdi, da je prav, da je primerna, zdrava trema, no. Drugače jaz bom pa probal biti čim bolj, kar se da sproščen, pa upoštevati vse nasvete od Tima, pa Jana, pa selektorja, kar jim bojo povedali, pa dati vse od sebe. Zanimivo, da je bil prav selektor tisti, ki je bil eden od trojice, ki je dosegla ta izid, 9. mesto, Sašo Kragelj. Res je. Je bil tudi danes tu, koliko z njim govorite o tem, kaj vam on svetuje, glede na svoje izkušnje? Ja, zmeraj je dobro, da imaš tudi nekoga, ki v bistvu spremlja progo iz zunaj, ko bi lahko rekel, ker lahko vidi recimo kakšne druge tekmovalce, ki vozijo, kakšne špore uporabljajo, kakšen skok skočijo in v bistvu mogoče ti tega od nas treh ne bo noben videl, ampak on, ko bo zgledal zraven proge, bo to opazil in nam lahko povedal. Tako da tudi Saša je bil odličen voznik v svojem času in nam bo to dal sigurno kakšen dober nasvet. Ja, tako kot je Jan rekel, Saša je bil dober voznik, to pomeni, ima veliko izkušenj, vez, pač veliko krat tekmoval na svetovnih prvenstvih, na takih velikih tekmovanjih, tako da sigurno je dobrodošlo, da ga imamo v naši ekipi, da bomo skupaj ekipno res naredili najboljše. Tu omenimo za vse poslušalce ob Sašu Kraglju, leta 1998 v Veliki Britaniji v Foxhillu, še Boštjan Kampuš in pa predvsem Roman Jelen, ki je tudi znamenito slovito imel v slovenskem motorkrosu še iz 90-ih let prejšnjega stoletja ali tisočletja. Kakor želite, to 9. mesto je bilo doseženo, videl ima da tudi nekaj kar zanesljivih dobrih izidov, pravzaprav 12. mesto pa 13. mesto v sezonah 2017-2019. Čutite, starejša sta, izkušenejša, da bi se dalo vsaj to izboljšati? Ja, jaz mislim, da se bi dalo, no. Tako sem rekel, vsi smo v dobri formi, ampak ogromno stvari se mora sestaviti, spet smo tukaj, ena tekma je, veliko stvari mora priti skupaj na pravo mesto, ampak jaz mislim, da smo sposobni, no. Sigurno glavni cilj je prvo, da pridemo skozi sobotni program, to pomeni kvalifikacije, da gre to vse gladko skozi in da se kvalificiramo na finalne tekme v nedeljo, to je glavni cilj, potem pa jaz mislim, da če nam to uspe, res lahko sproščeno vozimo in pripeljemo dober rezultat. Ja, mislim,
takrat 12. mesto v Angliji, mislim, da že kar nekaj let nazaj, tako da sam zase lahko rečem, da sem kar dosti napredoval takrat, tako da lahko računam, da bom naredil boljši rezultat. Tim je v bistvu že od takrat vrhunski, tako da pričakujemo, da bo bolj v ospredju. Miha pa mislim, da za konstantno vožnjo lahko se pelje tudi okoli 30. mesta in v bistvu nobenega pritiska na Mihata, pač da naredi tisto, kar lahko in mislim, da lahko pridemo tam do okoli 10. mesta, ampak kot sem že parkrat omenil, je mislim, da nepotrebno, da se v bistvu obremenjujemo z rezultatom, ampak da pač oddelamo svoje. Ali lahko ena taka velika dirka odpre nekomu še malce bolj vrata v svet motokrosa, tu tim verjetno niti nima toliko zveze s tem, ker je že tovarniški voznik, prvo ime Honda. Kaj pa za vaju, Jan, če začnemo kar z vami, imate svojo ekipo, tudi v prihodnji sezoni boste nastopali, kot kaže, s svojo ekipo, ampak da bi dobro opravili tu, bi vas lahko nekdo pobaral, vi ste pa zares dober, bi vozili za nas. Ja, definitivno zmeri pomaga, da v bistvu na tekmi, kjer so toliko veliko pomembnih ljudi, veliko teh ekip, factory in ne factory ekip, da v bistvu se dokaže, da narediš dober rezultat in to bi lahko meni in Miha to pomagalo sigurno, tako da mislim, da bo oba probala narediti čim več. Vidite to kot priložnost tudi za vašo kariero? Tako, ja se strinjam z izjavo Jana. Mislim, da je to lahko ena tako večja izkočna deska za naprej. Pa. Koliko časa boste zdaj še skupaj do same dirke? Mislim, da za vikend imava oba z Mihatom še tekmo, potem pa za naslednji teden, pa mogoče bi še s timom probali se organizirati, da bi še en trening naredili. Sredo bi mogoče bilo fajn, predno se odpravljamo na tekmo. Mislim, da je bilo fajn, da še naredimo en trening skupaj. Progo pustimo tako, da bo čim bolj vničena in da bo čim bolj podobna in potem bomo sigurno perajti. Vido, greste pa v Italijo na te dirko državnega prvenstva, ne? Jaz grem v Semič v Slovenijo, pokalno prvenstvo. Vi boste pa v Sloveniji? Jaz imam pa italijansko državno. Ki končujete, lani ste bili državni prvak Italije, kako pa kaže letos? Trenutno sem na drugem mestu, ampak imam možnost biti prvak zdaj na zadnji tekmi, tako da bo vse odvisno od te tekme. Držali bomo pesti in seveda, da se zdravi vrnete. Za konec še en manjši kviz. Katera država je najuspešnejša na pokalih narodov v motokrosu? Amerika. Američani ali pa Belgijci, ne vem. Američani bi rekel tudi, ja. Očitno je bilo vprašanje prelahko, res so Američani 23krat so bili najboljši. Včasih so bili v bistvu res vele sila, zdaj pa mislim, da že več kot 10 let so v bistvu samo enkrat bili. Lani so zmagali po kar nekaj letih, mislim, tako so bili Francozi so mislim, da bili 5 let na vrhu. Tako, ja. Prej še pa Nemci, prej pa Belgijci, menda. Pa znajo biti tudi Avstralci močni letos. Tudi Američani so imeli lani zares močno zasedbo, letos so pa bolj ali manj znane obraze poslali, da nimo Plesingerja, Hampshire, Craiga, ampak so tudi kar znani. So znani, ampak ni, Američani res imajo, bom rekel, da širok izbor voznikov. Saj vemo, za kako veliko državo gre. To je tako, da bi izbirali mogoče v Evropi 3 najboljše voznike. Tako da vedno imajo dobre izbire. No. Kako gledate na Američane, ali pa bolje rečeno na njihovo prvenstvo, svetovno prvenstvo se vozi bolj ali manj po celem svetu, Američani imajo svoje, kdo je boljši, kdo je bolj zahteven? Ja, mislim, da je tim omenil, da v bistvu je Amerika tako velika, da bi lahko v bistvu celo Evropo noter dal, tako da ni lih fair, bi lahko rekel, da imamo mi vsako državo mehno in zberemo 3 izmed njih. Če bi v bistvu 3 iz Evrope, 3 iz Amerike, bi bolj pravično tekmovanje. Ampak ja, sigurno na tekmi, če vidiš pred sabo Američana, boš še malo več dal, da ga boš prehitil, ker je ta rivalstvo. Lepo slišati, hvala vsem skupaj, da ste si po treningu vzeli čas. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci in poslušalke. To je bil pogovor z našimi najboljšimi motokrosisti, ki se torej odpravljajo na pokal narodov. Ta se začne 6. oktobra s prvimi treningi, finalna vožnja pa bo potem v nedeljo 8. oktobra in zagotovo bomo dirko spremljali tudi na valu 202. Hvala torej še enkrat in lepo zdrav iz Lemberga pri Šmarju. Želimo vam še naprej prijeten večer ob nogometu in dobri glasbi. V sredo.